Označevanje v Exmaraldi. V videoposnetku bomo predstavili, kako lahko zapis govora, pripravljen v orodju Transcriber 1.5.1, uvozimo v Partitur Editor iz paketa programskih orodij Exmaralda. Pokazali bomo tudi, kako v Partitur Editorju dodamo poljubne oznake tako k posnetku kot njegovemu zapisu. Zapis govora lahko sicer pripravimo tudi neposredno v Partitur Editorju. Video navodila, kako to storimo, so na voljo na YouTubu. Poiščemo jih tako, da v iskalniku pišemo Partitur Editor Exmaralda. Zapis lahko naredimo tudi v orodju Prat in ga nato enostavno uvozimo v Partitur Editor. Priprava datotek. Namestimo si najnovejšo verzijo Exmaralde, Preview Version. Odpremo Partitur Editor, izberemo fajl poševnica Import in na svojem računalniku poiščemo datoteko s transkripcijo. Kot file type določimo transcriber file TRS. Kliknemo Open. V Partitur Editorju vidimo okence s signalom posnetka in pod njim vrstice z zapisi govora, imenovane TIR. Če Partitur Editor ne najde datoteke s signalom, nam pred odprtjem sporoči napako. Datoteko s posnetkom poiščemo na svojem računalniku, kliknemo Add, morebitne druge datoteke odstranimo in izberemo OK. Če kliknemo na segment z zapisom govora, se bo avtomatsko uravnal s pripadajočim segmentom posnetka. Govor lahko poslušamo z navigacijskimi gumbi pod signalom. Dodajanje vrstic za oznake. V Partitur Editorju je pomembno, da se vsak segment konča s presledkom, zato pred začetkom označevanja dodamo presledke tako, da izberemo Edit, poševnica Append Spaces. Oznake dodajamo v novo vrstico oziroma TIR, ki poteka pod zapisi govora. Za vsakega govorca potrebujemo posebno vrstico. Dodamo jo tako, da izberemo TIR, poševnica Add TIR, nato določimo govorca, za katerega bomo uporabljali to vrstico. Vrstice so treh tipov. Samo ena vrstica je lahko tipa Transcription, to je praviloma standardizirani zapis. Za dodajanje oznak izberemo tip Annotation in pod Category določimo ime vrstice, na primer pogovorni zapis ali Sentiment. Vrstice tipa Description uporabimo za dodajanje zabeležk. Kliknemo OK. Nova vrstica se pojavi v oknu Partitur Editorja. Za boljšo preglednost jo pomaknemo pod govorca, h kateremu sodi. To naredimo tako, da vrstico izberemo, nanjo kliknemo z desnim gumbom miške in jo premaknemo s klikom na Move TIR Up. Enako funkcionalnost najdemo v zavihku TIR, kjer lahko izberemo možnost Change TIR Order in tam uredimo postavitev vrstic. Po enakem postopku dodamo vrstico za označevanje za vsakega govorca. Če želimo več vrst oznak, na primer za sentiment in za dialoška dejanja, si za vsako vrsto oznak preprosto ustvarimo novo vrstico oziroma TIR. Priprava segmentov za označevanje. Segmenti, ki so bili ustvarjeni pri transkribiranju, morda ne bodo ustrezna enota za označevanje, včasih so enote označevanja manjše ali pa večje. Obstoječe segmente razdelimo na manjše tako, da se postavimo z miško na mesto med besedami v zapisu govora, kjer želimo razdeliti segment, ter kliknemo zeleno ikono Split na levi strani zaslona. Segment se bo razdelil v dve enoti, tako v besedilu kot tudi na signalu. Če želimo, da sta obe enoti povsem natančno poravnani s signalom, segment poslušamo in mejo po potrebi premaknemo. Z miško se postavimo na rdečo črto na signalu in povlečemo levo ali desno. Če želimo dva segmenta združiti, se postavimo z miško na enega od obeh segmentov. Šele ko je miškin kazalec na segmentu, kliknemo levi gumb miške. Pozorni smo, da levi gumb ves čas držimo pritisnjen in ga ne spustimo.
Na ta način z vlečenjem miške označimo predhodni oziroma naslednji segment ali več segmentov, ki jih želimo združiti. Obarvali se bodo modro. Kliknemo na zeleno ikono Merge in segmenti so združeni v enega. Priprava oznak. Oznake dodajamo v okenca v vrsticah, ki smo jih pripravili. Oznako lahko ročno vpišemo. Še bolje pa je, da si pripravimo XML dokument s seznamom oznak in ga odpremo kot Annotation Panel. XML dokument napišemo v beležnici. Tukaj prikazujemo datoteko v Notepad++ po korakih. Imeti mora sledečo strukturo. Prva vrstica je vedno. V drugi vrstici določimo raven oziroma tir označevanja, na primer glasovne netekočnosti, besedne netekočnosti, dimenzija dialoških dejanj in podobno. Zapišemo. Za zamik vrstic v desno uporabljamo tipko Tab. V nadaljevanju pazimo, da je vsaka vrstica na pravem mestu, ponekod je treba ta pritisniti večkrat za večji zamik. Program Notepad++ nam pri tem pomaga in nudi boljšo preglednost z izrisovanjem navpičnih črt. Med narekovaji določimo ime vrstice oziroma tira. Tukaj in v vseh ostalih poimenovanjih priporočamo izogibanje šumnikom in presledkom. V tretji in četrti vrstici določimo kategorijo in podkategorijo označevanja. Zapišemo. V četrti vrstici določimo podkategorijo, h kateri sodi v nadaljevanju določena oznaka. Zapišemo ponovno. Sledi določitev oznake. Zapišemo. Dodamo lahko tudi opis z navodili, kdaj oznako uporabimo oziroma kaj pomeni. Kategorijo in podkategorijo obvezno tudi zaključimo, tako da dvakrat zapišemo. Če imamo več kategorij in podkategorij z oznakami, dodamo poljubno število teh sklopov. Ko popišemo vse oznake s posamezno vrstico oziroma tir, zaključimo Annotation Set. Če želimo, lahko začnemo nov Annotation Set, v katerem definiramo drugo vrsto oznak. Dokument vedno zaključimo z. Datoteko shranimo na računalnik in kot vrsto datoteke izberemo Extensible Markup Language File. Označevanje. Pripravljeno XML datoteko odpremo v Partitur editorju tako, da kliknemo View _Annotation Panel, nato Open Specification in izberemo datoteko. Odpre se novo okno, povlečemo ga na stran, da ostane ves čas vidno. Kliknemo v vrstico in segment, kamor želimo dodati oznako. Nato v Annotation Panel z dvojnim klikom izberemo oznako. Ta se bo pojavila v izbranem segmentu. Če dodana oznaka ni pravilna, jo izbrišemo z backspace in izberemo drugo. Shranjevanje. Označeno datoteko shranimo tako, da izberemo File _Save As. Avtomatsko bo ponujeno enako ime, kot ga ima datoteka s posnetkom. Tip datoteke bo Exmaralda Basic Transcription. Izberemo lokacijo, kamor želimo datoteko shraniti in kliknemo Save.